Ja, pozdravljeni. Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo smo pripravili predlog zakona o kolektivnem upravljanju avtorskih in sorodnih pravic, ki celovito ureja kolektivno upravljanje avtorskih in sorodnih pravic ter delovanje kolektivnih organizacij. Kot smo že pri prvi korekciji tega zakona o sorodnih avtorskih pravicah obljubili, ko smo se lotili samo popravkov v skladu z zahtevki oziroma z direktivami Evropske komisije skozi osirotela dela, smo zdaj v nadaljevanju 6. poglavje iz tega osnovnega zakona izločili in pripravili predlog novega zakona o kolektivnem upravljanju avtorskih pravic. V nadaljevanju jeseni pa se mislimo lotiti tudi prenove zakona o avtorskih pravicah. Naš glavni cilj je bil zagotoviti bolj pregledno in pa učinkovito delovanje kolektivnih organizacij v korist imetnikov pravic in tudi uporabnikov, se pravi, da je glavni namen urediti transparenten transfer med avtorji in uporabniki. Zavedamo se teže problema, da smo ugriznili v kislo jabolko, vendar želimo narediti to, kar smo obljubili, in na koncu koncev to tudi v programu dela vlade. Osrednje mesto pri tem predlogu zakona dajemo imetnikom pravic, ki se bodo po novem lahko svobodno odločali, ali bodo svojo avtorsko pravico upravljali individualno ali kolektivno, ali pa tudi po novem preko neodvisnega subjekta upravljanja. Omogočeno želimo pač aktivno sodelovanje pri upravljanju vsem avtorjem in sprejemanje njihovih ključnih odločitev. Verjamem, da bomo skozi javno razpravo, ki smo jo začeli v poglobljeni diskusiji z avtorji, z kolektivnimi organizacijami obstoječimi, prišli do pripomb, s katerimi bomo zakon lahko dopolnili, tako da verjamemo, da bomo nekje v decembru letošnjega leta na vladi sprejeli predlog zakona in ga posredovali v sprejem Državnemu zboru. Hvala. Najprej danes aktualna televizijsko poročilo za HSE ne bi bilo, mogoče kolega uničujoče. Kakšno? Računovodsko. Ja, pa kakšno ne bi bilo? Uničujoče, pravijo, tako je napisano. Jaz moram prebrati, kaj o tem, nič ne vem. Morate še meni dati. Ne, ampak samo me zanima, mislim, da bi za vprašanje... HSE. Ja, ker pri projektu TEŠ6 ni obvladovala nobenega tveganja. In da je velik del tega poročila zatemnjenega kot poslovna skrivnost, zgleda, da gre za zahtevo HSE-ja. Se ne izmikam, ampak res ne poznam ničesar in se bom moral najprej informirati, da bom lahko to komontiral. Ta beseda mi je pa zastrašujoča, da je zastrašujoče, ali kako ste že rekli? Uničujoče. Uničujoče. Zdaj pa še to primer Polzele. Fursu vemo, da dolgujejo cca $500 000. Zdaj vodstvo in župan sta za pomoč zaprosila vlado, državo, torej ste kaj razmišljali, kakve opcije obstajajo? Glejte, Polzela je dolga zgodba in zdaj pač govorimo samo o enem izseku. Za Polzelo treba najti celovito in dolgoročno rešitev, in če bo zadnji novi direktor Polzele, ki mu jaz osebno zaupam, pripravil program dela, ki bo, ali pa poslovanja, ki bo zagotavljal neko srednjeročno vsaj stabilnost poslovanja, potem verjamem, da bomo našli rešitev. Ne moremo pa pač posameznih podjetij reševati samo iz danes do jutri.
se z to problematiko srečujem že kar od nastopa mojega mandata. Smo kar nekaj krogov odtekli, tudi nekaj konkretnih zadev v smeri pomoči realizirali, ampak ker so bile zadeve reševane segmentom, ne dosti dolgoročno, smo še danes skoraj na začetku. Verjamem, da mora priti do razpleta hitro. Ne morem vam dati druga odgovora v tem trenutku. Hvala lepa.